Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju četrtkovih dogodkov dneva. Celjski župan Matija Kovač je sprejel predstavnike verskih skupnosti. Država ni dala zelene luči za sodobnejši avtocestni priključek v Arji vasi. Bolgarski Montani na tekmi proti Cinkarni ni pomagalo niti 13 zadetih trojk. Franče Gorazd Tiršek, 7. najparašportnik Slovenije. Celjski župan Matija Kovač je sprejel predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v mestni občini Celje. Gre za tradicionalno vsakoletno srečanje, namenjeno druženju in tkanju novih vezi med občino in različnimi verskimi skupnostmi. Župan se je zbranim zahvalil za njihovo delo in prispevek k izgradnji povezane skupnosti v mestu. Srečanja župana s predstavniki verskih skupnosti, ki je tokrat potekalo na izletniški kmetiji Mirnik na Ljubečni, so se tudi letos udeležili predstavniki 8 verskih skupnosti: Rimsko-katoliške cerkve, baptistične krščanske cerkve, cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, Jehovovih prič, krščanske adventistične cerkve, krščanske cerkve Kalvarija, islamske skupnosti in srbske pravoslavne cerkve. Zelo veliko nam pomeni njihova prisotnost, tudi na današnje povabilo so se odzvali vsi. Gre za pomembno oskrbo občank in občanov z duhovnimi dobrinami, hkrati pa tudi za odnose, ki jih imamo med seboj v mestu, na podlagi katerih gradimo trdno in povezano skupnost, skrbimo za sakralno in kulturno dediščino. Verske skupnosti so pogosto zelo pomemben faktor tudi pri karitativnih dejavnostih in še zlasti v lanskem letu, ki so ga v regiji zaznamovale poplave, je duhovna oskrba ljudi bila pogosto zelo pomembna. Pomembno je, da se vsak posameznik v svoji širši lokalni skupnosti lahko najde tudi tisto ožjo skupnost, kjer se počuti popolnoma sprejetega, varnega in kamor se lahko v stiskah tudi zateče. V uvodnem nagovoru se je župan predstavnikom verskih skupnosti zahvalil za njihovo delo in poudaril, da je tudi medverski dialog eden od temeljev gradnje povezane lokalne skupnosti. Zelo smo veseli za sodelovanje z občino Celje, zdaj se res lepo razvija. Ob tem novih volitvah, ob novi zasedbi smo se že počasi zelo spoznali tudi z posameznimi člani mestnega sveta, tudi z gospodom županom. Mislim, da se res trudijo predvsem z povezovanjem teh različnih naših verskih skupnosti. Katoliška cerkev je pač v občini, v samem mestu zelo navzoča in mislim, da smo deležni lepe pozornosti. Zdaj se veselimo v tem letu tudi z načrti obnove mestnega jedra, kjer mislim, da bomo lahko tvorno sodelovali. To za nas pomeni dosti. Prva stvar je sporočilo vsem ljudem, da medsebojno spoštovanje, druženja, je vse to, kar prinaša z skupnosti celotni, da ne bo sovraštva, da ne bo vojn, da ne bo, in s tem ta enotnost je tudi namenjena tem, da ko rabimo tudi kako pomoč, da se obrnemo vsi kot skupnost, da pomagamo nekomu, da gremo naprej, da imeli smo tudi pred kratkim tele poplave, ko smo gledali vsi, da bomo ne glede kdo, kaj, kako, gremo pomagati, da čim prej se ljudi vrnejo nazaj v svoje domove, da nekako pomagamo, da vse imajo osnovo za neko normalno življenje in tako naprej. Mi ohranimo recimo tisto sodelovanje za mestno občino Celje z gospodom županom, pa z drugimi verskimi skupnosti. To je lepo, recimo, ko se srečamo, recimo, da imamo dober odnos recimo z drugimi verskimi skupnosti, pa z mestno občino Celje. In to je naš namen, da še naprej recimo to želimo, skozi, ko že skoro 15-20 let, ko se srečujejo, recimo tako. To je naš namen, recimo, da vedno imamo dobro sodelovanje. Izzivov, ki jih morajo nagovarjati, so se strinjali predstavniki verskih skupnosti, je v sodobnem svetu precej. Tudi s povezovanjem je mogoče najti številne rešitve. Pri sodelovanju z mestno občino Celje pa rešujejo predvsem infrastrukturne izzive.
med drugim ureditev trga pred stolnico, še vedno pa je aktualna tudi gradnja novega objekta Srbske pravoslavne cerkve. Izziv je dejansko, kot je v marsikaterih mestih, prav ta mestna ureditev trga pred stolnico, ureditev trga pred škofijo, da bi vsi si prizadevamo, da bi bil res promet pretočen, pa da bi hkrati pa bil tudi dostopen za naše vernike, ker še posebej v teh prazničnih časih, kadar se pokrivajo recimo dejavnosti, tako morda javne in pa cerkvene, je zelo dobro, da imamo možnosti vse dostopa z avtomobili tudi takrat. Zelo smo zdaj naredili en velik korak z županom in upam, da bomo v kratkem tudi javno uspeli sporočiti, da smo ta problem rešili. Srečanje je potekalo v sproščenem in prijateljskem vzdušju. V občini Žalec, kjer zasebni investitorji v prihodnjih letih načrtujejo več stanovanjskih gradenj, polni pa se tudi poslovna cona Arnovski gozd, bodo očitno ostali brez novega sodobnejšega avtocestnega priključka Arja vas. Projekt, ki mu Direkcija za infrastrukturo ni dala zelene luči, kot pravi župan Janko Kos, nujno potrebujejo, saj že danes tu prihaja do zastojev, v prihodnosti pa se bo promet na tem priključku le še povečeval. Pred leti je priključek Arja vas dobil semaforje, že takrat pa je bila predvidena tudi nova prometna ureditev, ki bi izboljšala pretočnost prometa, zlasti v jutranjih in popoldanskih konicah. Ja, tu smo imeli mi že pred 2 leti podpisan sporazum, pravzaprav dogovor, osnutek sporazuma med občino, Direkcijo za infrastrukturo in med Darsom. Dars in direkcija bi dala vsak 6 milijonov evrov, mi približno 600 tisoč, ker gre za en manjši del, vendar Dars je bil za to investicijo, direkcija sporazuma ni podpisala že prej, ko še ni bilo poplave. Zdaj se pa zgovarjajo na poplavo. Obrtna cona se širi, še več gospodarskih objektov bo umeščenih v ta prostor. Lidl namerava razširiti svoj logistično-skladiščni del še za 22 tisoč kvadratnih metrov skladiščnih površin. Ljudje bodo čakali ob konicah v prometu. Že zdaj se dela kolona med 2. in 3. uro do odcepa za Ložnico. Če se ta industrijska cona popolni, bo še slabše. Tu bo treba nekaj narediti. V bližnji poslovni coni Arnovski gozd, ki jo je občina s komunalno ureditvijo razširila lani, se zdaj obetajo nove gradnje poslovnih objektov, ob katerih se bo povečal tudi promet. Mi smo ga pravzaprav popolnili, ta Arnovski gozd. Tista osnovna industrijska cona, kjer je Jutex, Emtex, potem tam, kjer je Lidl, 2 in zdaj 3, ima skupaj preko 80 hektarov površine. Interes je tako velik, da skoraj vsak teden prije nekdo vprašati, če imamo še dodatne površine za zidavo. Začelo je pa vse bolj se spraševati, da bi o tem, da bi razširili to industrijsko cono na severni del nasproti hotela Draganović. Celo ugledne firme iz Zgornje Savinjske doline so se zanimale, ker je boljše, kot da firma opusti proizvodnjo, da gre iz Slovenije, da najde pač svoje prostore izven svoje občine. Vendar jaz se kolegom županom ne želim zameriti. To ne povejo investitorji, lastniki. Moja naloga pa je, da bomo mi to dali v naše prostorske dokumente in sploh investicije omogočili. Tega pa ne bi naredili samoiniciativno, če ne bi bilo zadaj interesa. Prav tako priključek Arja vas uporabljajo številni prebivalci Žalca. Število teh naj bi se v prihodnjih letih, zlasti zaradi novogradenj, še povečalo. Stanovanjske gradnje je čezdalje več v Žalcu, ker je logistično zelo dobro na sred poti od Maribora do Ljubljane, Šempeter na 2 mestih in zagotovo v Žalcu. Vsi bi želeli graditi v okolici Žalca. Imamo še nekaj takšnih mest, degradiranih, in jaz tudi na območju imamo novega kupca starega kompleksa Sosk Mezad proti inštitutu, ker je tudi se obstoječi prostorski načrt, ker je možno zgraditi stanovanje in parkirno hišo, neverjetni interes je za gradnjo v Žalcu. Ob tem pa bo občina v prihodnosti morala razmišljati tudi o gradnji še kakšnega vrtca ali šole.
Košarkarice Cinkarne Celje so v tretjem krogu Superlige Vaba v svoji dvorani z rezultatom 101-74 premagale bolgarskega podprvaka Montano 2003. Celjanke so trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice in imajo realne možnosti za uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice. Košarkarice Montane so se v Celju predstavile v precej spremenjeni zasedbi v primerjavi s prvim delom sezone. Namesto Američank, Briksove in Richardsove sta v ekipi po novem njuni rojakinji Taj Battle in Cherise Fairley. Novinki sta še Bolgarki Valentina Goranova in Janina Todorova. Bolgarke so z natančnimi meti za 3 točke do polčasa še nekako držale korak s Celjankami, ki so v tretji četrtini agresivneje zaigrale v obrambi in že pred zadnjim kvartalom rešile vprašanje zmagovalk. V celjskem taboru so imeli glede na številne spremembe v bolgarski zasedbi kar nekaj težav s pripravo na tekmo. Ja, sigurno neznanka. Mislim, da smo, ne glede na to, da smo se hoteli pripraviti na ekipo Montane, teh igralk pač nismo poznali in zato tudi mogoče na začetku se nismo najbolje znašli v sami igri, vendar potem vzpostavili ritem in na vse zadnje tudi zasluženo visoko zmagali. Dvoboj Cinkarne in Montane je bil dvoboj ekip, ki v letošnji Vaba ligi zadaneta največ metov za 3 točke. Celjanke so jih tokrat zadele 9, Bolgarke pa iz 32 poskusov kar 13. Pa ni bilo to toliko presenečenje, kot sama dekoncentracija v samem branjenju teh metov. Nismo bili presenečeni, so zadeli, vendar tako kot smo rekli, strpno smo čakali svojo priložnost in tudi potem že v drugi četrtini postavili vse na svoje mesto. V tretji četrtini pa z agresivno igro pač ne dovolili ekipi Montane, da prihaja do lahkih košev. V celjski ekipi sta bili tokrat najbolj razpoloženi Sofija Bemutor in Tajna Silva. Prva je 16 točkam dodala 10 skokov, 4 pridobljene žoge in 3 asistence. Brazilka pa je v 25 točkah imela še 11 pridobljenih žog. Silva ima izjemen občutek za krajo žog, mi jo pač poskušamo izkoristiti maksimalno. Ne glede na to, da ni bila v polni minutaži, mislim, da je statistika govori o vsem in izjemno pomemben član naše ekipe in igra čezdalje bolje, nima več problemov z poškodbo in mene to zelo veseli. Celjanke bodo v soboto v državnem prvenstvu gostile Domžale. V torek 30. januarja pa jih čaka povratna tekma polfinala Pokala Slovenije, ko bo v Celju njihov tekmec kranjski Triglav. Čaka nas tekmo s Triglavom, rezultatsko mogoče ne toliko pomembna, kot pač pomembna, da se pač vračamo nazaj in pa potem po dolgem času bomo imeli teden dni treninga, kar pravzaprav nismo imeli že mislim, da skoraj 2 meseca in verjamem, da bomo dobro izkoristili in poskušali čim hitreje priti v formo nazaj. V celjskem taboru se v zadnjem obdobju zaradi poškodb in bolezni ubadajo s precejšnjimi kadrovskimi težavami. Upam, da se Borankar vrne že takoj v teh dneh. Jelenčevo upam, da nekako probamo sposobiti do pokala, finala pokala in pa čakamo tudi na vrnitev Anžičeve, ki bi naj bi v februarju že začela normalno trenirati. Najboljša parašportnika leta 2023 sta gluha atletinja Leja Glojnarič in parastrelec Franček Gorazd Tiršek iz Gornjega Grada. Slednji je 7. najboljši parašportnik Slovenije, v lanskem letu pa se je izkazal z naslovom evropskega prvaka v Rotterdamu in 3. mestom na svetovnem prvenstvu v Peruju. Vemo, da 7 pravlična številka, tako da je prijetno biti v tej pravljici. Ja, kot sem že pred leti omenjal, da na rezultatih se ne sme zaspati, lovorike pridejo in seveda so v tistem trenutku postanejo že zgodovina, tako da zgodovina ne sme športnika zaslepiti, če hočeš biti v koraku s časom, da slediš konkurenci in seveda si konkurenčen na največjih tekmovanjih. Veliko je tu dela, oprema se razvija z astronomsko hitrostjo. Vemo, da močnejše države imajo boljši budžet, imajo veliko boljši support in težko jim je slediti, tako da tu največ polagam na svoje izkušnje in pa seveda
Veliko pomoč mi je trenerka Andreja Gorjup, ki mi veliko pripomore, mi stoji ob strani in na takšni poti je le skupna moč tista, ki vodi do rezultata. Vemo tudi, da ima velike težave s hrbtom, brez fizioterapevtov, ni moje športne poti, bi se že davno zaključila. In pa seveda tudi življenjski sopotnik ti mora pomagati, da je nekako vse na mestu, kot se temu reče. Vemo, da je treba se pravilno prehranjevati, kolikor se le da je treba imeti tudi druge stvari v življenju, nekako poštimane, po domače rečeno, in konec koncev, ko se športnik odpravi na tekmovanje za 2 tedna, včasih tudi 3, vemo, koliko treba spakirati obleke, ko priješ domov, treba vse to oprati, se zložiti, vse imeti ažurno pripravljeno in veliko stvari se morajo poklopiti, zato tudi če je individualni šport, nekdo sam ne more nič, mora biti tu skupina, mora biti ekipa, ki zgledno sodeluje, drži skupaj in ustvarja pravo energijo in to tvori na koncu vrhunski rezultat. Po noči se bo predvsem v notranjosti Slovenije spet zmerno pooblačilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, v mraziščih do -5 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Spremljali ste dogodke dneva, hvala za pozornost in ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.